Pozdravljeni. V prihajajočem tednu bomo lahko navdušenci Formule 1 spremljali testiranja Scuderie Ferrari v Fioranu. In prav okrog tega testiranja se poraja kar nekaj zanimivih vprašanj, pa poglejmo si jih skupaj. Kot je že malce običajno in marsikomu dolgočasno, moram na začetku poudariti, da gre za moje osebno razmišljanje. In to temelji na mojih osebnih izkušnjah, na mojem znanju in seveda tudi na vseh tistih virih, ki so meni osebno dostopni. A to testiranje v Fioranu nam ponuja kar nekaj zanimivih iztočnic in nekaj vprašanj, na katere zaenkrat nimamo še pravega odgovora. In vse te točke sem zbral v 3 različnih sklopih. Najprej se bomo pogovarjali o voznikih, kateri bodo prisotni, ter o vrstnem redu, kako bodo testirali. V drugi točki se bomo pogovarjali o sami lokaciji, ali je primerna ali ne. V tretji točki se bomo ustavili pa pri bolidu, kateri bo na razpolago. Seveda kar nekaj točk, katere so pa bežno omenjene v raznih virih, kateri nam govorijo o tem, kaj lahko pričakujemo v naslednjih dneh. Najprej se bomo ustavili ob tistih, ki bodo prisotni na tem izjemno dolgem tedenskem testiranju v Fioranu. Priimki, kateri so večini navdušencev znani, in govorimo o skupku voznikov, kateri so na izhodu iz Ferrari Driver Academy, kateri komaj prihajajo na tiste resne pozicije, govorimo o Formuli 2, na aktualne voznike v Formuli 1 in tiste, kateri si bodo skušali priboriti sedež skozi vlogo testnega voznika. Pa pojdimo malce po vrsti. Prisotni bodo Alesi, Armstrong, Schwarzman, Ilott, Mick Schumacher, Leclerc pa Sainz. Kot ste že razumeli, kar pisana druščina. In vrstni red, po katerem bodo začeli, je prav tako zanimiv. Testiranje se začne v ponedeljek in v ponedeljek 25. bomo prvega videli na progi Juliana Alesija. Približno v obdobju 30-letnice debija njegovega očeta Jeana z Ferrarijem. Nato bo nastopil Armstrong, kateri bo vozil v sezoni 2021 v Formuli 2. In Schwarzman. Schwarzman je pravzaprav že okusil Formulo 1 in progo v Fioranu. In to se je zgodilo 30. septembra v tistem testiranju, ko so Schwarzman, Ilott in Schumacher pravzaprav poizkusili na isti lokaciji, isti bolid SF71H. O tem malce kasneje. Schwarzman je imel tudi drugo, bolj zanimivo priložnost, ko je bil del tistega testiranja mladih voznikov v Abu Dhabiju in Schwarzman je preizkušal SF1000 na tisti priložnosti. Seveda isto bomo lahko povedali za Ilotta, kateri je imel možnost preizkušati bolid Alfa Romeo Racing, ter tudi Micka Schumacherja, kateri je imel možnost preizkusiti bolid ekipe Haas. In sedaj se bo marsikdo izmed vas vprašal, čemu jim služi ta izkušnja. Sam sem tu resno v dvomih. Razen kake zabave, tu ne vidim kakega pridobivanja koristnih, predvsem koristnih izkušenj. In če bomo v ponedeljek videli Alesija, Armstronga ter Schwarzmana, bomo v torek videli Charlesa Leclerca. Charles Leclerc je tudi že v lanski sezoni imel možnost preizkusiti SF71H. Skupaj z Sebastianom Vettelom sta imela priložnost testirati v Mugellu. A tudi o tem malce kasneje. Šele v sredo bo prišel na vrsto Carlos Sainz mlajši. Pravzaprav tisti, kateri bo imel od takega testiranja največ koristi.
je novinec v scuderiji Ferrari in ne bo pridobil izkušenj ne glede proge in še manj glede bolida, ampak predvsem bo dobil izkušnje v komuniciranju in delu z ekipo. Praktično v živo bodo preizkusili določene procedure, namesto da bi se učili na primer na zimskih testiranjih. Po Carlosu Sainzu mlajšemu bo prišel na vrsto Mick Schumacher. Tu viri pravijo rahlo različne termine. Eni ga postavljajo na vrsto v četrtek popoldne, drugi v petek zjutraj. A vsi so si enotni v tem, da v četrtek zjutraj ne bo nekih aktivnosti na progi. Sedaj lahko razglabljamo, ali bo ta termin nekako rezerven, če bo prišlo do kakih zapletov pri onih voznikih prej, ali bodo zamenjali določene elemente, malce iztrošenega bolida, ali ne vem. V petek popoldne bo prišel na vrsto Callum Elliott in zaključil to celotedensko testiranje. A sedaj se poraja izjemno zanimivo vprašanje, kot ste verjetno razumeli. Tisti voznik, kateremu bo najbolj koristilo to testiranje, je Carlos Sainz mlajši. Ne zaradi samih izkušenj s Fioranom oziroma z bolidom Ferrari, kot izkušnja zaradi procedur, zaradi dela s samo ekipo. In Carlos Sainz mlajši bo prišel na vrsto šele v sredo, kot praktično peti v vrsti. In da se zgoditi, da bodo vozniki pred njim poškodovali bolid in tako zavlekli ali celo predčasno končali to testiranje. In seveda tu se poraja dvom, zakaj so ga dali tako daleč zadaj v vrsto. A oni vedo zakaj. Jaz sem tu doma in imam vprašanja, na katera ne znam odgovoriti. Če malce damo ob stran ta vprašanja vezana na prisotne na tem testiranju, se bomo sedaj osredotočili na samo lokacijo. Seveda govorimo o Fioranu, znani progi, katera je v lasti scuderije Ferrari in v neposredni bližini samega Maranella. Ta proga ima eno veliko pomanjkljivost, namreč to, da ni reprezentativna. Če si hiter v Fioranu, glede na proge, ki jih vidimo v svetovnem prvenstvu Formule 1, to ne pomeni nič. Lep primer smo videli v sezoni 2020. Namreč omenil sem že tisto testiranje 30. septembra, na katerem so bili prisotni Mick Schumacher, Callum Elliott in Robert Schwarzman. A to je bila neke vrste nagrada. Pred začetkom same sezone sta imela Sebastian Vettel in Charles Leclerc testiranje prav tako z SF71H v Mugello. In seveda takrat Mugello še ni bila lokacija, kjer bodo izvedli dirko za svetovno prvenstvo Formule 1, zato je bilo to mogoče. A proga v Mugellu predstavlja nek izziv za vse voznike in rezultate, ki jih dosežemo tam, lahko primerjamo z kakimi drugimi. In kot nam je dobro znano, tudi proga v Mugellu je v lasti scuderije Ferrari, zato ni nobenih težav z organizacijo. Zanimivo je, da so si izbrali Fiorano kot progo, katera je sorazmeroma blizu, ne daje pa nobenih konkretnih odgovorov na razna vprašanja, katera bodo imeli predvsem okrog naprimer Micka Schumacherja, Carlosa Sainza mlajšega, ampak tudi Calluma Elliotta in Roberta Schwarzmana. Zanimivo, zakaj so izbrali to lokacijo in drugega razloga, kot to, da bodo tam imeli bližino tovarne in seveda lep dostop do medijev, ne vidim. A kot ponavadi, predaleč sem, preveč oddaljen od pravih virov informacij, da bi lahko prišel do kakih konkretnih zaključkov. In na koncu se moramo ustaviti še pri samem bolidu. Kot sem že omenil, govorimo o tistem SF71H iz sezone 2018, katerega so uporabljali že lani. Pravilnik je tu jasen.
Za taka testiranja, katera so neomejena, lahko ekipe uporabljajo bolide, kateri so starejši od 2 sezon. Tu bi vas rad spomnil, da pravilnik šteje sezone od 1. januarja do 31. decembra. Torej, letos, če bi želeli, bi lahko pri Ferrariju uporabljali SF90 iz sezone 2019. Zakaj so zbrali SF71H? Najbolj enostaven odgovor je ta, da bolid je bil pripravljen. A tu se poraja vprašanje, kdo drugi, če ne Ferrari, je sposoben pripraviti tudi drugi, malce bolj sodoben bolid na tako testiranje. Seveda, starejši bolid ne daje tistih občutkov, ki jih bomo videli na bolj sodobnih bolidih in mislim, da se tega vsi zavedamo. Meni je na primer samo po sebi umevno, da ekipa, kot je na primer Haas, ima lahko na razpolago določeno šasijo, ampak nima določenega pogonskega sklopa. Pogonski sklop je last dobavitelja in ekipa ga ima s sabo na leasing. Tu je pravilnik strikten, namreč bolid, katerega se uporablja na takih testiranjih, mora biti točno tiste specifikacije, kot je bila v določeni sezoni, torej nobenih izboljšav, naprimer, da bi na staro šasijo dali novejši pogonski sklop ali pa tudi starejšega. In seveda, SF90H iz sezone 2019 je bil tisti bolid, kateri je imel pogonski sklop, o katerem sta se Ferrari in FIA nekaj dogovorila. Kaj sta se dogovorila, mi, navdušenci, ne vemo in verjetno tudi nikoli izvedeli ne bomo. A mogoče v tem dogovoru je bila tudi točka, kjer so zapovedali pri FIA, da Ferrari tistega pogonskega sklopa ne sme več nikoli uporabljati. In na to, da je izbor padel na SF71H, ima nek smisel, a seveda gre za moje osebno razmišljanje, za moje osebne špekulacije. In sedaj, če potegnemo neko črto pod te 3 sklope in skušamo razumeti, kaj lahko sploh pričakujemo od tega celotedenskega testiranja. Namreč sam sem v dvomih. Po eni strani bi razumel, da gre za neko nagrado za mlade, nadebudne voznike Ferrari Driver Academy, za neko priložnost, neko nagrado. A videli smo, da bodo prisotni tudi aktualni vozniki Formule 1, kateri praktično s to izkušnjo ne bodo praktično izboljšali svojega položaja. Kvečemu bodo dobili kakšne napačne občutke. Videli smo, da lokacija je vse prej kot primerna in da imajo pri Ferrariju bistveno boljšo izbiro. In na koncu tudi okrog izbora bolida se je pojavilo kar nekaj dvomov. Torej, poleg samo propagandnega učinka, kak bo smisel tega testiranja? Sam ga v resnici ne vidim, a menim, da pri Ferrariju bi se morali bolj koncentrirati na sezono 2021. Ponuditi Charlesu Leclercu in Carlosu Sainzu mlajšemu vse možnosti, da boste lahko dobila vsaj malo prednosti pred ostalimi. S takimi testiranji v takem vrstnem redu, na taki lokaciji, s takim bolidom, pač žal tega ne vidim. A kot ponavadi, gre za moje osebno mnenje, moje osebno videnje, a vseeno hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.